Spoštovani dolgoletni predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani gospod župan, vsi iz državnega in lokalnega vrha, cenjeni organizatorji, spoštovane pevke in pevci, lepo dobrodošli tukaj ob rimskem obzidju. Dovolite mi, da danes, na današnji dan, sem si nekako naredil naslov za tole razmišljanje: spoštujemo tuje, svojega ne damo. Lahko ste v zadnjem letu brali na medmrežju misel ustanovitelja Dubaja, šejka, ko so ga vprašali, kako razume prihodnost, kaj nas čaka, da je v 40 letih iz puščave zgradil središče sveta, bančno in ne vem kakšno še drugo, in so vsa druga središča bolj kot ne v zatonu. In dejal je takole: moj oče je jahal kamelo, jaz vozim Mercedesa, moji otroci vozijo Land Roverja, moji vnuki pa bodo zopet jahali kamelo. Gospod Šek, dajte malo to obrazložiti, preveč simbolično govorite, ne razumemo. In je dejal: slabi časi rojevajo močne može. Močni možje delajo dobre čase, dobri časi rojevajo slabiče in slabiči povzročajo slabe čase. Kje smo sedaj mi? Presodite sami. Trenutno smo tukaj ob rimskem obzidju in ena najbolj popularnih knjig na našem tržišču v zadnjem letu in pol je poleg Draga Jančarja, Borisa Pahorja, tudi od Branka Cestnika Sonce Petrovione. Dovolite mi, da začnem z to mislijo in vse to povežem z dogodki 91. V tem zgodovinskem romanu Sonce Petrovione govori o eni čudoviti deklici z imenom Diana. Sicer težka knjiga za branje, ampak ta Diana kot hči trgovca, ki je prišel iz Perzije na Ptuj v Petroviono, je začela z svojo idejo povezovati ljudi. In v 20 letih so se jim pridružili upokojeni rimski vojščaki. Petroviona je ena kot 3 velikih rimskih mest na ozemlju današnje Slovenije, Emona, Celeja in Petroviona. In tako je znan leta 303 celo prvi škof na Ptuju, Viktorin Ptujski. Veliki dogodek za zgodovino na našem ozemlju. Drugi veliki dogodek, mi dovolite, je bil takrat, ko nosimo mi duhovniki duhovna oskrba v Slovenski vojski letnico 745. Knez Borut, Gorazd Hotimir, Karantanija, na nek način prvi zametek slovenske države, ne v današnjem smislu z mejami, ki vidimo v zgodovini, nekaj časa so, potem se zopet brišejo, je vse unija, pa zopet postajajo, kakor pač se v zgodovini to spreminja. Potem naprej. Pojdimo do Finžgarja, pod svobodnim soncem. Pa prva vojna, pa druga vojna in tista vojna, zaradi katere smo danes tukaj zbrani, vojna leta 91. Vsak ima na njo različne spomine. Politiki, kako so dali glave skupaj, držali skupaj in nas pripeljali do samostojne in potem 26. oktobra tudi še do suverene države, ko je državo zapustila zadnja noga vojaka Jugoslovanske ljudske armade. Jaz imam na ta čas spomine, da sem preživel v zaporu. Kot vojak JNA so nas Slovence dali v zapor, da ne bi pobegnili domov. Vse veste, da se je nekaj tudi bežalo. In so nas pa
vsak dan peljali pač na tiste obroke in podobno v jedilnico. Veterani, veteranke, imate spomine, kako so bili tisti trenutki negotovi, kaj pa če je vse skupaj zabloda, kaj pa če smo na napačni strani in podobno. Vojake skušamo naučiti, da saj te žrtve na slovenski strani, saj tisti, po katerih se imenujejo vojašnice nekatere, kakor je Edvard Peperko, kakor je Jernej Molan, kakor je vojašnica Petriča v Kranju, da poznajo saj življenja teh vrlih mož, ki so dali življenje tudi za našo domovino. In na tem mestu tukaj se je zgodilo Miroslavo Movko in Antonu Žaklju. Naj bo ta dogodek danes priložnost, da bomo za vse te ljudi hvaležni, naša dolžnost pa naj bo, da tudi rod, ki prihaja za nami, učimo, kdo so bili te možje, ki so za našo svobodo dali tudi življenje. Bog živi državo Slovenijo, Bog živi slovenski narod. Amen. Bratje in sestre, Sveti Pavel nam naroča, naj ob vsaki priložnosti izročamo svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo za hvaljevanjem. Zato se zaupno obrnimo k našemu nebeškemu Očetu in ga prosimo. Oče, poživljaj nas svojo milostjo, da bomo slavili Tvoje ime na vsakem kraju in vsakem času. Gospod, prosimo Te, blagoslavljaj našo domovino Slovenijo, vse nas državljane in naše voditelje, da nas bodo vodili k miru in pravičnosti. Nebeški Oče, naj nikoli ne pozabimo tistih, ki so darovali svoje življenje za to, da lahko mi sedaj živimo v svobodni in suvereni domovini. Nebeški Oče, nakloni večni pokoj našim dragim sorodnikom, prijateljem, predvsem pa vsem tistim, ki so darovali svoje življenje za našo domovino. Dobri Oče, z našimi proščami sprejmi tudi našo zahvalo za vse milosti, s katerimi nas obsipavaš, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče